lepa, moji dragi cimri, ki je vedno natančna in temeljita, tako da bom jaz kar hitro začela s to današnjo snovjo, seveda pa tudi vam najlepša hvala. Meni je zelo žal, da ste morali v takem vremenu priti na še zvečer na fakulteto, tisti, ki ste pač morali, ki niste že to ostali. Veliko prijetneje bi bilo verjetno kje drugje, pa zato trikratna, če ne še večkratna hvala, da ste vsaj vi prišli, dobila sem pa tudi veliko opravičil, pa ne samo zaradi vremena. Skratka, danes, kot ste že slišali, bomo govorili bolj malo o Franu Ramovšu, pa malo več o slovenskih narečjih in vsebina mojega predavanja dejansko bodo ta najpogostejša vprašanja o slovenskih narečjih, ker sem vendarle predvidevala, da ne bo toliko ožje strokovne javnosti, se pravi narečjeslovcev, da to ni nek narečni simpozij, ampak to je pač predavanje za širšo javnost in zato bom poskusila to narediti. Seveda, brez kratke zgodovine njihovega nastanka ne bo šlo, zunaj jezikovne dejavnike bomo tudi poskušali na kratko preleteti, poskuse klasifikacij, tudi današnjo prestižnost oziroma neprestižnost v različnih pokrajinah, te zvrsti, socialne zvrsti. Po eni strani ne smemo pozabiti tudi na željo mnogih govorcev po ohranjanju te svoje, kot rečemo, nesnovne kulturne dediščine. In za konec, kolikor nam bo še ostalo časa, se bomo o pomenjeni narečni karti oziroma interaktivni karti narečnih besedil posvetili in poslušali nekaj narečnih govorov in jo v tem tudi spoznali. Predstavljam jo še z večjim veseljem zaradi tega, ker je to res en tak dober primer, se pravi, dela med profesorji in študenti, kajti brez njih je ne bi bilo, ker terenski posnetki so večinoma in tudi marsikatera transkripcija, oziroma večina transkripcij, se pravi teh znanstvenih zapisov, seveda, pod budnim mojim očesom, potem naprej, njihovi in tako da predstavljajo veselje, mislim, da tudi za njih. Pa na kratko, kot smo rekli, o Franu Ramovšu. Pred predavanjem, se pravi, ki bo posvečeno predvsem slovenskim narečjem, se najprej dotaknimo tega podnaslova ob 70. obletnici smrti akademika profesorja dr. Frana Ramovša, rojenega leta 1990 in seveda umrlega leta 1952. Z dialektološkega stališča bi lahko podnaslovili tudi ob 20-letnici smrti akademika profesorja dr. Tineta Logarja, njegovega pravega naslednika, tako bi lahko rekli, a ker je bilo njemu posvečeno že leto 2016 ob 100-letnici rojstva in izidu drugega zvezka Slovenskega lingvističnega atlasa. In ker smo nedavno praznovali nekaj let že, tudi 100-letnico univerze, je mogoče potrebno spomniti, da obujati pravzaprav vedenje in poznavanje Frana Ramovša in njegovega dela, ker se tega premalo zavedamo in preredko slišimo, mislim, da celo ob 100-letnici univerze je bilo njegovemu delu namenjenega premalo priznanj. Frana Ramovša bi v prvi vrsti rekla zanj, da je bil vizionar. Zelo temeljito je namreč sledil zastavljenemu cilju, svojim organizatorskim delom in vsem svojim znanstvenim delovanjem
je postavil zelo pomembne temelje slovenske samobitnosti. Veliko pomembnejše verjetno kot marsikateri politik. To so Slovenska univerza kot najvišja izobraževalna ustanova, Akademija znanosti in umetnosti kot najvišja znanstvena ustanova, nedokončana zgodovinska slovnica in dialektologija slovenskega jezika, kar pomeni opis in geneze jezika, ki je naše osnovno identifikacijsko sredstvo. Zastavil je natančen načrt dela Inštituta za slovenski jezik, takrat še okvirov akademije, in tudi posamečnih temeljnih jezikoslovnih del, ne samo dialektologije, zgodovinske slovnice, zgodovine jezika, ampak seveda tudi knjižnega jezika. Če omenim samo nekatere, seveda bi lahko o njegovem vsaj organizacijskih pobudah povedali še marsikaj. Manj o Franu Ramovšu bomo danes govorili tudi zaradi tega, ker smo o njem več govorili septembra, se pravi v času obletnice njegove smrti, in takrat je bila na filozofski fakulteti v Avli tudi enomesečna razstava posvečena njemu, njegovim delom, pa tudi drobcem iz njegovega življenja, organizatorskega, tudi čisto zasebnega, znanstvenega, kakor ga je moč najti iz zelo, zelo obsežne zbirke v njegovi zapuščini, ki jo hrani Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti. In naj se vas spomnim, da je PDF te razstave dostopen na spletnih stranih našega oddelka in da je tam celo kratek 3-minutni filmček iz odprtja takratne razstave. Zato zdaj nekako res prehajam slovenskim narečjem. Bom rekla tako, po mnenju nekaterih ne bodi ga treba slovenskega jezika in krivca za neznanje knjižnega jezika, za druge pa največjega bogatstva in zanimivosti slovenskega jezika, tisočletje in pol stare neosnovne kulturne dediščine in nosilca ožje identitete. Poskusila bom odgovoriti na nekaj osnovnih vprašanj, laične, pa tudi strokovne javnosti. Vprašali se bomo, kaj je naša prva asociacija, če vas kdo vpraša, kaj je slovenščina. Pogosto mnenje, ali res slovenska narečja izginevajo, ali ima res vsaka vas svoj glas in kaj to pomeni, zakaj je toliko narečje ravno v slovenščini, toliko narečij, kako so narečja sploh nastala, kako jih prepoznavamo, in ob tej naši interaktivni narečni karti na spletu se bomo o tem tudi malo preizkusili v prepoznavanju narečij. Torej, priznajte, da če vas vprašam, kaj je slovenščina, vsak najprej pomisli na slovenski knjižni jezik, se pravi na tisto obliko, ki se je seveda v šoli učimo. Čeprav je ta enako kot slovenska narečja, ena od zvrsti slovenskega jezika, nastala precej pozneje, res pa ima posebno družbeno vlogo in te seveda ne zanikamo. Predstava o enačenju slovenščine s knjižno zvrstjo je tako cepljena v našo podzavest, da se ne samo laiki, pač pa tudi ugledni slovenisti še vedno sprašujejo, ali so besede, frazemi, pregovori, rečenice in tako naprej, ki jih ima tudi knjižni jezik, narečne, ali so narečne samo zato, ker imajo tako glasovno podobo. Gre za opazovanje jezika, kot vidimo, stališča večvrednega knjižnega jezika.
razmišljanja gredo celo tako skrajnost, da so narečja nastala iz knjižnega jezika. Zato pa jim služijo enake besede v starih slovarjih, zdaj pa so tako enostavno dostopni, vsaj tisti, ki so, recimo politev, poklinov, in v kakšnem od sedanjih narečnih govorov. Se pravi, če imamo enako besedo v narečju in v nekem starejšem slovarju, je to gotovo bilo iz slovarja vzeto v narečja. Sprašujejo se celo o meji med zgodovino slovenskega jezika, pri tem verjetno mislijo seveda na zgodovino knjižnega jezika, to je zunanjo zgodovino in na drugi strani narečij, ki so posledica notranje, interne zgodovine slovenskega jezika, če zdaj uporabljam terminologijo kolega Šeklija. Ne zavedajoč se, da so današnji narečni govori v sinhronem prerezu dejanski pokazatelj zgodovine slovenskega jezika, saj so določeni pojavi v nekaterih govorih še enaki kot v praslovanščini, drugi pa so doživeli že dolgo razvojno pot. Naprimer, če vzamemo besedo gora, v praslovanščini se je glasila gora, torej je bil naglas na zadnjem aju, ta o je bil nenaglašen, če samo primerjamo s knjižnim jezikom, vidimo, da je prišlo do spremembe naglasa, da imamo široki o, dolgi široki o na tem mestu, če bi pa pogledali po narečjih, bi pa našli še vedno enako obliko z oksitonezo, torej z naglasom na končnici, v nekaterih govorih, v drugih bi se naglas umaknil, tisti o bi se lahko zelo na različne načine spremenjal, lahko bi bil kratek, lahko bi bil dolg, lahko bi bil diftongiran na tak ali drugačen način. Se pravi, enako kot v praslovanščini, na drugi pa res je na dolga razvojna pot posamičnih glasov in seveda tudi naglasa v različnih govorih. Toliko na kratko o tem. Drugo vprašanje, ki je tudi tako stalno, da narečja izginjajo. Zato se vprašajmo, ali narečja, lahko bi vas vprašala, kaj menite, ali narečja res izginjajo. In če bi imeli več časa, bi seveda to naredila, in to sem že večkrat naredila in vem, da ima na to vprašanje zagotovo vsak svoj odgovor in celo vsak svoje prepričanje. Na splošno pa je nanj težko odgovoriti, oziroma je zelo odvisno od tega, o katerem območju govorimo in kje in kaj tudi kot narečje pojmujemo. Drugače menite glede na to, ali ste iz Prekmurja ali iz Dolenjske, Štajerske ali Gorenjske, Primorske ali Koroške, iz Ljubljane in drugih mest, ali ste se v življenju veliko selili ali ne, in drugače menite, če mislite, da je narečno samo tisto, kar so govorili vaši stari starši, zdaj pa recimo takih besed ni več. Žal, izginjevanje res se bolj ugotavljamo, to pa moramo povedati, za naše narečja onstran državnih meja, ker moramo vedeti, da je tudi tam naš jezikovni prostor, v Avstriji, v Italiji, na Madžarskem in tudi na Hrvaškem. In kljub trudu posameznikov v sedaj veliko boljših razmerah, kot so bile nekoč, obujanje rabe narečnih govorov v družini, pisanju literature v narečju, narečnih festivalih, igranju iger v narečju in tako dalje, se število govorcev vse bolj krči, k čemur zagotovo pripomore tudi sodoben način življenja, odsotnost medgeneracijskih stikov, preseljevanje in mešanje prebivalstva, različnih območij in celo narodnosti, kar sloni na dolgotrajnem zatiranju slovenskega jezika strani večinskega prebivalstva oziroma raznarodovalne politike omenjenih držav. Se pravi, govorim zdaj o zamejskih narečjih. Marsikaj lahko apliciramo tudi na narečja znotraj slovenskega prostora.
Neznanje slovenskih narečnih govorov pri Slovencih izven meja Slovenije slabo vpliva tudi na učenje slovenskega knjižnega jezika, saj v drugih jezikih okolja ta postaja zanjo vse prej kot materni jezik. Učijo se ga kot tujega jezika. Zavedati pa se moramo še nečesa, z izoliranjem narečnih govorov se tako, kot se to že dogaja stoletja, krči slovenski etnični prostor. Meje, kakršne so danes, tudi na narečni karti, kot jo bomo videli, bi bilo že marsikje treba spremeniti, strnjeno slovensko govorečo ozemlje pa spremeniti v jezikovne otoke. Velja enako kot za jezike, ko umre zadnji govorec nekega narečnega govora, umre tudi tisti narečni govor. Zaenkrat še ni izumrlo nobeno slovensko narečje, veliko narečnih govorov pa že kot tistih najmanjših enot nekega narečja. Kaj pa znotraj meja Slovenije? Tudi tu se pojavljajo narečni otoki, največkrat posledica preseljevanja iz mest v vasi ali na obrobje mest. Niti redki avtohtoni prebivalci tako ne obdržijo svojega narečnega govora, ampak samo zavestno odpovejo ter preidejo na pokrajinski pogovorni jezik. Zaradi več desetletnega negativnega vrednotenja narečne zvrsti so se mnogi starši odrekli prenosu le-te na otroke, k temu pa so pripomogli tudi vrtci in šola. Je pa stanje v slovenskem prostoru zelo različno, skladno s prestižnostjo in vrednotenjem narečij na določenem območju. Za tiste Slovence, za katere je bil pod tujimi oblastniki narečni govor edina zvrst maternega jezika, kot je Prekmurje in Primorska, je vrednota še vedno in se večinoma še prenaša iz roda v rod, za druge pa je največkrat ovira, zlasti po mišljenju njihovem, pri šolanju, na primer. Tretje, tudi take zdaj že imamo, pa ponovno spoznana vrednota, a zaradi pretrgane kontinuitete so taki govori lahko precej drugačno nadaljevanje od pričakovanega naravnega razvoja. Pri tem naj omenim en tak zanimiv pojav, da so mladi iz mest, katerih starši so sprejeli pokrajinski ali celo srednji pogovorni jezik, začeli posnemati svoje vrstnike s podeželja, v želji imeti svojo jezikovno identiteto. Tu moram izpostaviti nedavno raziskavo novomeškega govora, pri kateri je diplomatka ugotovila, ki je tudi prisotna, da je brez dolenjskih narečnih značilnosti le srednja generacija, torej generacija sedanjih študentskih staršev in mladih starih staršev, če tako rečem, pri mladih pa se te spet pojavljajo, vendar so bistveno redkejše, seveda samo nekatere od tiste prevzete podoben in hkrati drugačen pa je primer črnomaljske mladine, prav tako po nedavni raziskavi, ki zavestno goji določene belokranjske narečne prvine, da se lahko jezikovno razlikuje ravno tudi od novomeške mladine. Tako. Poznate, vidim, kot da se ponovno spostavlja neka pomen te lokalne identitete, ki smo jo zaradi te vse splošne globalizacije tako zavrli. Ampak tudi psihologi govorijo, da je to naravno, da mora biti ta razvoj postopen. Tudi v jeziku. Sicer pa izvinjenje narečij največkrat povezujemo s spremembami, ki pa so logične in nujne. Tudi narečni jezik je živ organizem še toliko bolj kot knjižni, ki ga zamrznemo, vsaj občasno s pravili. Glasovni razvoji gredo naprej,
ali se zaradi prevelikih razlik prilagajajo takim, ki so bližje knjižnemu jeziku, na videz nepričakovano, pa se v narečne govore, kot v pokrajinski pogovorni jezik, širijo narečni pojavi z različnih jezikovnih ravnin. Se pravi, zanimivo je, da se tudi narečni pojavi širijo še vedno. Naj omenim primer tudi iz neke naše diplomske naloge, pripona na pri glagolih, te bom brcnala, te bom mahnala, in da je to živo, dokaže, kar rečejo tudi bom dvignala. Se pravi, in tudi areal tega pojava se širi, dokazano, ker imamo zapisan mlajše in starejše in vidimo. Mogoče na rob temu tej krizi identitete lokalne in s tem tudi narečne, bi vam prebrala en zapis ene moje študentke ob koncu predavanj, ko dam možnost, da svoja nova spoznanja tudi pisno izrazijo, pa ne v okviru izpita, da ne boste mislili, tukaj pri tem predmetu sploh ni izpita, ker je seminar in vaje. Takole pravi, odraščala sem ob narečni raznolikosti. Pozneje, ko sem se zaradi študija začela poglabljati v zgodovino slovenščine in drugih slovanskih jezikov, pa sem začenjala razumeti še, da narečje v sebi nosi eugenski zapis slovenščine, so njeno zagonetnost in navidezno nedostopnost. Tisto dopoldne, ko sem prvič sedela na predavanju slovenskih narečij, mi je spreletelo spoznanje o odsotnosti lastnega. O narečni identiteti, ki je za Slovence še vedno izjemnega pomena in je pri meni tako fluidna, prej nisem premišljevala. Zdaj pa me je začenjala vznemirjati. Za to plast jezika sem se čutila opeharjeno, obenem pa tudi sokrivo. Bila sem namreč na poti, da postanem učiteljica slovenščine in med učence prinašam zavest o knjižni slovenščini, ter ste nehote izpodrinjam domače narečje. Kaj bi rekli o tem zapisu? Kaj bi rekli? Zame zelo zanimiv zapis, ki na eni strani kaže ozaveščanje, na drugi pa prepričanje, da narečna in knjižna zvrst ne moreta sobivati. Še manj, da sta naravni pravzaprav. In sprašujem se, seveda, kako smo to dopustili. Se pravi, to vemo, marsikdo med vami tudi, zakaj je tako, ampak to je že zelo dolga druga zgodba. Po drugi strani pa vidimo, da so narečja po osamosvojitvi postala modna. In jih še nikoli nismo toliko slišali v medijih, brali tudi v visoki literaturi, poslušali v gledališču, prej v kakšnem filmu, kvečemu. Drugo pa je vprašanje, in pri kantavtorjih, tam je že tudi dolgo, drugo pa je vprašanje, koliko ta narečni jezik lahko enačimo z naravnimi narečnimi govori, ki so nastajali na nekem prostoru skozi čas in koliko vsaj velik del, ne pa vsi, ne služijo predvsem, so v službi, s tem mislim, ravno te mode in tudi komerciale. Filmi, serije s priučenimi govorci, nekega narečja, pod narekovaji narečnega govora ne morem reči, ker je daleč od sistemskosti, reklame, kot vemo, in podobno. In se pravi, saj ki niso res samo komercialna, se pravi, taki narečni jezik imenujemo kulturno narečje, prevzeli smo termin iz nemškega jezikoslovja, ki to že dolgo pozna. To sem pozabila dati naprej, ampak mislim, da ste lahko sodili. Gremo na naslednjo točko. Ali ima res vsaka vas svoj glas? Oziroma, kaj to pomeni?
Na eni strani Slovenci svoje narečja poimenujemo po nekdanjih pokrajinah, torej Gorenjsko, Dolenjsko in tako dalje. Obenem pa trdimo, da ima vsaka vas svoj glas. Obi trditvi sta seveda zelo približni in se znanstveno klasifikacijo ne ujemata. Klasifikacijo slovenskih narečij pa si lahko mislimo, da je bila zelo težka. Kaj pa sploh je klasifikacija? To je seveda najprej zamejitev posameznih, najprej krajevnih govorov, kot teh najmanjših enot, narečja in potem narečja v narečene skupine, ki potem sestavljajo narečno zvrst slovenskega jezika. Če se sedaj sprehodimo po teh klasifikacijah narečnih enot in spet smo pri našem Franu Ramovšu, se pravi, ki mu priznavamo prvo znanstveno klasifikacijo slovenskega jezika iz leta 1931, je že ta nastala. Če se spomnite razstave, smo jo tudi predstavili in odzive na njo, ker je namreč z njo požel veliko priznanj, lahko rečem, svetovne javnosti, takole je brez legende, ker je težko vse spraviti gor. Priznanje in občudovanje pravzaprav strokovne javnosti. Ta karta, kot ponavadi dialektologi rečemo zemljevidom, mislim že kar naslov, dialektološka karta slovenskega jezika, se ne moremo prestaviti na kakšen drug izraz, je pravzaprav osnova tudi današnji klasifikaciji, ki sta jo kot stenski zemljevid in dopolnila in naredila dialektologa Tine Logar in Jakob Prigler, 83. leta je tale karta išla in kasneje je bila prirejena kot zloženka. Seveda s kar precejšnjimi popravki, kar je bilo zaradi sistematičnega zapisovanja krajevnih govorov po vprašalnici za slovenski lingvistični atlas, veliko novih spoznanj. Potem pa smo jo na različne načine tudi tehnično spreminjali, zato da je bila kakšna stvar bolj povedna. Prva taka konkretna tehnična sprememba je bila narejena za geslo v enciklopediji Slovenije leta 1989 in seveda zdaj jo stalno dodeljujejo in dopolnjujejo kolegi iz Inštituta za slovenski jezik, Frana Ramovša, in tole je osnovna karta, tudi tiste številke, ki jih vidite in ne vidite, so pravzaprav točke v slovenskem lingvističnem atlasu. Glede na izhodiščne sisteme se slovenska narečja, kot veste, delijo na 7 narečnih skupin, niti jih ne bom naštevala, ker mislim, da to poznate. Opozorila bi samo na 2 stvari, in sicer na to, da se pogosto sliši, da imamo okrog 50 narečij, kar ne drži, narečij imamo 37 po tej klasifikaciji, ker klasifikacija je vsaka taka, kot je, možno narediti tudi drugačno, z drugimi načeli za klasificiranje. In ker ima pa teh 37 narečij, je sestavljenih tako, da ima 7 narečij svoja podnarečja, to so deli narečja, spadajo k njemu, in 2 narečji pa sta sestavljeni iz podnarečij, se pravi, ni tako, kot je gorenjsko narečje, pa vzhodno-gorenjsko podnarečje, ampak tega osnovnega narečja ni. In če se štejemo, pridemo na številko 49 in potem se je izgubila tista 49 narečij in podnarečij in se je reklo, da je kar toliko narečij. To je vzrok za to poenostavitev, ki seveda. In še en problem bi opozorila, da identifikacija nekaterih govorcev z njihovim narečjem.
Veste, da se Slovenci zelo identificiramo s nekdanjimi avstro-ogrskimi pokrajinami, in da zelo težko prepričate notranjca tam v okolici Cerkniškega jezera in dol da Loža, da govori dolensko, če pa je notranjec. Sploh pa tiste, ki so z rovtarske narečne skupine, ne bojo hoteli biti rovtari, še toliko manj, ker rovtarske kot pokrajine ni, ampak so na vzhodu Gorenci, na zahodu so torej Primorci. Tako da te stvari so tako. Ja, tudi, kar vidim, čas neusmiljeno teče, seveda, moram odgovoriti še na vprašanje, zakaj toliko narečij, ravno v slovenščini, pa mislim, da odgovor niti ni težak, ker vsi ste hodili v srednje šole in spoznavali zgodovino naših krajev, zemljepis naših krajev, soseščine naših krajev, tako da temu rečemo zunajjezikovni dejavniki za nastanek slovenskih narečij zelo jih je že izpostavil Fran Ramovš in nadaljeval še potem Tina Logar in jih torej razvrstimo med zgodovinske, cerkveno-politične, zemljepisne ter prepletanje vseh teh. Če bi rabili še kakšno razlago, zakaj, lahko postavite vprašanje, ker gre že naprej, kako so pa slovenska narečja sploh nastala. Pri tem se moramo zavedati enega dejstva, da, kar sem že prej omenila, da so sedanja slovenska narečja in tista iz bližnje preteklosti pravzaprav sinhroni prerez zgodovine slovenskega jezika, tako kot sem prej prikazala na enem primeru gora. Torej, in kako so nastajala, kdaj so nastajala, če vemo, da so naši predniki po naselitvi, zdaj bom spet izpustila vso tisto predzgodovino, tam sredi 6. stoletja, govorili relativno enoten jezik, torej pozno praslovanščino, da vedeti moramo, da je bilo tudi to ozemlje takrat saj še 2/3 večje od današnjega, in da še vedno izgubljamo, kot rečeno, na tem etničnem ozemlju, in kar smo rekli, da je jezik živa tvorba, da se ves čas spreminja, je seveda bilo naravno, da so tako, kot se je že sama praslovanščina spreminjala, potem tudi po razselitvi ta jezik spreminjal še toliko hitreje, ker so se nosilci tega jezika razdružili, prišli v čisto drugačne, zemljepisne, kulturne navsezadnje, tudi staroselce ne smemo pozabiti, in sploh drugačen način življenja, da so se te spremembe nadaljevale, da so bile relativno podobne še na začetku, ker so bile nekatere spremembe že nekako zakodirane v sami praslovanščini in so se potem samo še nadaljevale. Kasneje pa so se spremembe začele dogajati na čedalje manjših območjih, kar je dejansko pomenilo drobljenje jezika. Kaj je pravzaprav jezikovna sprememba? Jezikovna sprememba, vemo, da je neka inovacija. Se pravi, neka jezikovna inovacija za slovanske jezike, pa verjetno še za katere, so najpomembnejše glasovne in znotraj njih še najpomembnejše samoglasniške inovacije. Se pravi, zakaj tudi? Zato, ker njim najlažje sledimo, ker so omejenega obsega fonemov, imamo toliko, kot jih imamo, leksemom seveda ne moremo slediti in tudi
zapisanega jezika nimamo, medtem ko glasovne inovacije pa dejansko so kot neke vrste matematične formule, ki se razvijajo, odvijajo po nekih svojih zakonitostih. Lahko rečemo, da je, ko se je slovenščina začela osamosvajati iz te skupine sedanjih južnoslovanskih jezikov, to se je dogajalo proti koncu 11. stoletja in potem v 12.-13. stoletju, torej takoj, ko je nastala, je že narečno razpadla na dvoje narečij. Na jugovzhodno in severozahodno, najboljše, da si to pogledamo ob tem zemljevidu, upam, da boste videli. Skratka, ta rdeča črta je meja te prvotne delitve. Ta prvotna delitev je bila pa hkrati, moramo tudi to povedati, prvič posledica dvojne naselitve slovenskega prostora. Veste, da je en potekal iz severovzhoda, drug pa jugovzhoda, tako da ta jugovzhodna slovenščina je južna slovenščina, južna slovanščina, tako bom rekla, severozahodna je pa dejansko zahodna slovanščina. In seveda k temu so botrovale tudi visoke gore, kot vidite, Alpe, torej Pohorje, skratka tam se je ta val iz severovzhoda ustavil in jasno, da je to pomenilo prvo narečno cepitev, takoj ob nastanku. Grem naprej. Torej, drugo, malo kasneje, se pravi že konec 13. stoletja, pa na tem novem ozemlju sta se očitno začela povezovati skupaj bolj jug in zahod, sever pa vzhod pa sta ostala v enem drugem dogajanju, in dobili smo drugo izogloso te narečne cepite, gre pa takole. Oddaljuje sedanja koroška narečja in štajerska narečja, večino, ne vsa, se pravi južni del, od teh jugozahodnih. Če je prvo povzročil različen razvoj glasu jad, različna diftogizacija na severozahodu v i, na jugovzhodu v ej, torej recimo brijek proti brejk in cirkumflektiranega oja, da so recimo rekli na severozahodu nuas proti nous na jugovzhodu, potem denazalizacija nosnikov se je zgodilo samo na tem jugovzhodu, ne pa tudi na severozahodu, je, to bom samo glavni dve spremembi, je pa to narečno cepitev, spet na dva dela, ampak ker je potek izoglose obraten, razdelilo slovenščino že na 4 narečja, povzročilo jo je pa daljšanje skrajšanega starega akuta, tako moram reči, novih akutov v zadnjih besednih zlogih. Tisti, ki poznate malo zgodovine, to razumete, drugi pač ne, ampak tako da vidimo, kaj pravzaprav se dogaja, in tej izoglosi se je hitro pridružila še ena, in sicer od takrat naprej so začeli na severu in vzhodu govoriti den, ves, len, mi na jugozahodu pa dan, vas, lan, kar še danes lepo slišite po nareči. No in potem seveda je šlo narečno členjenje samo še naprej, da ne bom predolga, se pravi sredi 14. stoletja smo dobili že 8 narečnih ploskov, reče Matej Šekli po Riglerju, torej on je postavil te narečne osnove, ko je opazoval razvoja vokalnih sistemov oziroma jih rekonstruiral za nazaj, kar bi bila lahko osnova za narečno členitev, vendar je od Ramovša dalje, kar sta potem prevzela tudi Logar in Rigler, v narečne skupine so narečja združevane po enem bolj enostavnem principu splošnega slušnega vtisa.
ki je kriterij, ki je mogoče lažje razumljiv, pravzaprav vsakemu, seveda čisto iz zgodovinskega stališča pa bi ga bilo mogoče, ker bi bilo pa treba naša narečja drugače preklasificirati, vendar se veste, pri nas je tudi tradicija, vsezadnje res je pomembna, pa tudi dobro ohranjena, mogoče skratka spreminjamo tisto, kar je že postavljeno, popravljeno meje, ne lotimo se pa nekih korenitejših sprememb. In če vtipkate v Google narečja.si, pridete do tega našega zemljevida, kjer lahko povsod, kjer imate tole, kako se reče temu, tale znakec, prikličete posnetek in transkripcijo ter glasovno poknjižitev, rečemo temu, tudi z ustreznicami knjižnimi, skratka bom poskušala. Včasih so bile hiše precej različne. Naj so bile tako velike in visoke, ko so zdaj. Majhna okna so imele in so bile pokrite s slomo ali pa s skodlem. Jaz se spomnim one take, bila je še vsa sena, pa se sloma je bila krita. Ko se šel noter, je bila ta prva vjoža. Tam vjoža, dokler v gole, je bila črna kljuhna. Ob tistem oglišče je bilo pa istje zaključno peč, ki je bila takole, da bomo deležni vsem, se pravi, če bi slišali, če vam ne bi pokazala, kje to je, se pravi pri Ribnici, najbrž ne bi imeli težav to narečje uvrstiti v dolenjsko narečje, ali pač, kdo? Ne. Ampak zakaj bi vas vprašala, Zakaj ste takoj vedeli, če bi samo nekoga slišali, po čem prepoznate, da je to dolenjsko? Ali bo kdo kaj sodeloval? Izvolite. Jaz sem imel učiteljico, ki je bila iz Dolenjske in v svojem narečju nas poučevala. Med drugim sem odraščal v Ljubljani in v Ljubljani je bilo prepolno gostila in takrat je bilo to drugače kot danes, je bilo živo skozi cel dan. Ja, hvala lepa. In med drugim so bila razno omizja, pa sem poslušal Štajerca, pa Dolenjca, pa Primorca, ki so bili brez sramu. Govoril normalno, po domače se takrat reče. Ja, točno. Se pravi, prepoznavamo na izkušnjah, ki jih imamo z govorci določenega območja. Zdaj bi morala tole, pa ne vem, kaj raje vidite, zapreti, ugasniti predstavitev, pa vam predvajati, pa vas prosi, da ugibate, vendar, Irena, moramo že počasi zaključevati. Ni še treba? Ja, skratka, čakajte, eno drugo zadevo bi vam rada še predvajala, ker malo... Ja? Pa če jaz ki vprašam? Čakaj, še nismo tako daleč. Smo tako daleč. Ja, prav. Tudi še vprašanja sledijo. Dans leta 1923 anno 16, Turezije so bile štiri te stare uše. Vsaka familija navela štiri to staro ušo, skoraj vse. Ampak so bile dobro tudi se rozajonske stare uše. Ta zdole niso bile juspo. Hanno isa juspa nabila pa črna, zato ker preti je bilo pa vnjušče. Hanno okol leta 1922 so pričale leta pa špolerte, tada je to bilo pa na mojo uše. Mone preti i se juspe so bile sve črne. Hanno ljudi... Ja? Nekje na skrajno na zahodu. Aha, sem mislila, da vidite, kaj piše. Ja, Je red, ja. Sem rekla, da bi morala ekran ugasniti in vas potem spremljati.
spraševati. Ja, a bi to prepoznali, ne, skratka postavili ste približno, bi pa težko, recimo, ker ste rekli, da niste videli. Ker nisem še nikoli zares bil v rezi, ampak nekaj je butalo tega italijanskega skos. No, sej, ampak čisto na glasovni ravni bi rekel. Konkretna narečja težko spoznavamo, samo narečno skupino, a bi rekli, da je Lenska? Ne. A bi rekli, da je Koroška? Bi rekli, da je Koroška? Ne, seveda ne. Ne, ampak vas moram razočarati, mislim, malo. Imate prav in ne, v osnovi to koroščina, do 17. stoletja, na katero so se potem, ko je bila odrezana od tega matičnega telesa, za naselitev Enjevcev vmes, je, se pravi, znotraj jezikovno, za nas, ki to analiziramo, prepoznamo koroški osnovni sistem. Seveda slušni vtis je pa zdaj seveda drugačen. Zato vam hočem ponazoriti kriterije za razvrščanje. Obenem tudi. Ampak kam se potem uvršča reziščina? Zdaj v primorsko narečno skupino. Ja, zato, ker kriterij, kot rečeno, ni ta znotraj jezikovni, z katerih sistemov, če bi pa šli na tistega po Rivljarju, bi bila pa razjanščina koroško narečje. Ampak bi se marsikdo spet težko s tem identificiral. Ali pa. Skratka, kaj sem že hotel narečno karto. Takole. Lejte, recimo, malo povečati, da se tudi povečati. Dramošek vam tole predvajam. Kot rečeno, marsikaj še manjka, marsikaj, kot tudi recimo Solbica, je še na mojem računalniku in čaka na moj čas, da opravim tehnične zadeve vnosa. Študenti še vedno zbiramo, to še vedno zbiramo, vsako leto dobim nekaj novih, zlasti se trudimo zapolniti področja, kjer še ni. Vse pa je na temo stare kmečke hiše, zato da so besedila primerljiva, bi pa radi naredili še druge vrste besedil, na tak način samo je treba aplikacijo popraviti, to pa mi ne znamo. Nekdaj so bile hiše dosti drugačne. Niso bile tako velike in visoke, kot so zdaj. Imele so majhna okna in slamnata ali pa siglom pokrite strehe. Siglom smo rekli tudi biber. Hiša je bila zidana, izkana in omitana z blatom. Ko si stopil, je bila prva lojba, potem pa črna kuhja, ker je bilo ognjišče za krušno peč. Se pravi, slušni vtis, če ne bi vedeli, odkot je, bi imeli kaj težav z vzvrščanjem v narečno skupino? Že bolj, Ja, kaj opažamo, da imajo nekatere narečja zelo izrazito podobo, oziroma tudi po naši predstavi so zelo izrazito, pripadajo eni narečni skupini, jasno, druga, ki pa so nekje na obrobju, ker nimajo vseh tistih značilnosti, ki se jih mi predstavljamo kot štajerske, jih pa težje uvrstimo, Ja, moramo pa že z drugimi kriteriji operirati. Tako, imate še kakšne želje, kaj bi poslušali? Da slišite, recimo, pravo koroščino, rodlansko. Bom eno drugo, ki je boljši posnetek. Tole je bilo po telefonu, pa ni najboljše, želim čez mislička. Dobimo težko tam že tudi govorce. Ampak so hiše bile čisto drugačne. Niso bile povsoje in ali pa zdi. Imele so njihne okne in strehe slame. Nekdaj se še spomnim, bila je lesena in se tam postopil je najprej bila reža, potem pa črna uhenja, kjer je oheň bil za ušno peč.
Zveže je šlo na eno stran v Amnico, naprej pa v Štirec. Košiše. Izrazito, ne? Ni izrazito na Koroščina. Mislim, zato, Tako ker da mi Koroščina mislimo. je. Ja, vi verjetno vam je bližje seveda ta naša Koroščina. Slovenjgrad. Ja. Slovenjgrad. Ja, se pravi Slovenjgradec, ki je tudi čisto v poslušni podobi drugačne, se pravi Koroška, narečja v Sloveniji, niso to nemska. To pa, ne, imate že slišiti malo tega petja, kot bi ga slišali v gorenščini, dolenščini in tako. Recimo vam bom predvajala Žabenice, veste, kje so dol pod Višarjami, a ne, da boste videli, del katerega narečja včasih bila razjanščina in koliko se danes razlikujeta, ne, samo čez druga dolina. Da stare pavličče hiše, na vrh so bile hiše drugačne. Niso bile hrebliče in pa vasuče, kako so zdaj. Se slabo sliši, ne znam povišati. Pa streha je bila pokrita z dežčem. Jaz se nasakla še spuna. Se upravičujem, ja, če je slab posnetek, nima smisla, a ne, se misla, seveda doma s slušalkami ob narečni karti se boljše sliši, a ne. Ja, recimo upam, da bo tale boljši, da gremo še malo tam, kjer je problem z identifikacijo, a ne, eno routerski govor. Idrsko-knapovska hiša. Skoraj vsaka idrska hiša je vkapana v reč. Navadno je 2 ali pa 3 nadstrupna in se pred vrhu skuzbem uže, tak da se v goro nebu, kada na pšica. Strma striha je pa krita z silni šeklini in zle stiska prostore pod sabo. Zdaj, da so veli izkoristili pod strišne prostore, so pa naredili ajkarve. Tu so taki strišni nastavki, da je bilo v prostorih več svetlobe in pa lufta. Druga posebnost jedrske hiše so pa dečki. Zdaj še knala, kaj je bilo tlakovano s kamni, pile je kamnite štenge do vzvišenega placa pred vhodom v gospodarjevo stanovanje. Tako. Bi rekli, da ima to primorski slušni vtis? Da je primorsko narečje, če bi to slišali? Ne, a ne? Ja, zato tudi, a ne, ni uvrščeno v primorsko narečno skupino, ampak je to routerska narečna skupina. Ne, se pravi, spet poudarjam ta kriterij podobnega slušnega vtisa za razvrščanje, čeprav sicer pa so to enaki govori, kot recimo, če bi poslušali po svojem osnovnem sistemu, bomo pa zdaj bolec poslušali. Stara vuška vajta je, što je šlo skozi vrata, je bila kosne veže, Anšir kuhnja je bila bolj velika, tudi kuhnja je bila velika, zato ker so se tudi umirovali del. Noči, kot so šli naprej, je bila kamera, bolnički prostor, desno pa da velika, velik prostor, svetlici so del pa izba. Tako. Se pravi, če bi gledali iz osnovnega izhodišča, je to iz istega osnovnega sistema, ampak slišite, kako zelo različna govora. Ta še tonemski, preidriščina, netonemski govor, kratki i in uji, ki so se skrajšali, skratka, popolnoma drugačen slušni vtis. Jaz vas ne bi rada več zadrževala v smislu, da vam jaz tu kaj povem, sem pa seveda na razpolago za vprašanja, če bom znala odgovoriti.